Sva se lepo pozdravljam danes v Mestnem muzeju Ljubljana. Moja družba danes je res zavidanja vredna, bi rekla. Z nami so fotografi, ki smo jih nekako zares želeli povabiti danes na ta dogodek, ki ga prirejamo ob razstavi Geneze Sebastiana Salgada. Pravzaprav bolj zato, da bi širili obzorja, da bi se ozirali v svoj prostor, da bi se ob razstavi tako velikega svetovnega imena iz sveta fotografije seveda nekako spraševali o tem, kdo pa so ljudje, ki pomembne zgodbe pišejo tudi skozi fotografijo in skozi svoje udejstvovanje pri nas. Torej, zgodbe, ki jih pišejo ljudje z vsakdanjim delom, udejstvovanjem, življenjem, ki so več kot zgolj zapisi, ki govorijo nekaj o tem, da je na tem svetu, na tem planetu marsikaj možno postoriti, so seveda zgodbe, ki si jih danes želimo poslušati. Milan Vogrin je sicer torej zasebni raziskovalec ornitologije in ekologije. Milana si jaz sama poznam že kar nekaj let in ga poznam predvsem po pravzaprav izjemnih fotografijah narave, živalskega sveta, predvsem pa nekako po pristopu, ki ga ima do narave kot znanstvenik. Milan, mogoče kar vzami mikrofon in povej, kje se pravzaprav alkimija s fotografijo začenja zate. Hvala za povabilo. Povezava je takoj, ko vstopim v naravo. Aparat je vedno z mano, praviloma z mano. Pri mojem delu sem ga najprej uporabljal kot neko dokumentarno zadevo za spomin, ki sem ga kasneje uporabljal doma, da sem zadevo pogledal, arhiviral, skratka tako dalje. Kasneje se to zadeva razvila v malo bolj bliže, korak bliže živali in bliže naravi, s kateri sem dejansko imel opravka. Sedaj je to leva roka z desno roko. Delo in fotografija je praktično del mene. Dejstvo, da nekako več brez fotografije ne morem. Sedaj zadeva se tako daleč razvila, da je to tudi hobi, ne samo del dela, ki ga uporabljam, ampak je to tudi še ena stranska pot, ki jo prikazujem. Že kot otroka me je zadeva zanimala, ko sem gledal različne knjige, pa sem bilo, to bi tudi jaz počel, to bi tudi jaz takšno fotografijo, da je rad naredil. Konec osnovne šole recimo, ko sem že malo dojel zadevo drugače, ko sem že videl, kako dejansko se neki procesi v naravi razvija, kako lahko to zadevo tudi mogoče prikažem. Fotografija in hkrati seveda delo, ki ga opravljaš sicer, je nekako tudi izobraževalno delo. Sodeluješ tudi z RTV Slovenija v oddaji Živali in ljudje. Veliko izobražuješ, veliko vodiš ljudi v naravo. Je fotografija s tem izobraževalnim delom nekako povezana? Je pot do tega pola tvojega dela, tvoje osebnosti? Ljudje najprej običajno vidijo neko zadevo na fotografiji, in kasneje to zadevo želijo videti v naravi. In če je možno tudi to zadevo odnesti domov, sedaj seveda na kartici, da se seznanijo, to živi pri nas, to je res pri nas, to je resnično pri nas. Skratka, to je možno videti, to ni nekakšna eksotika, ampak dejansko, da s fotografijo prikažeš, da je tudi pri nas, recimo, narava, če se osredotočim samo na Slovenijo, recimo, da ni treba iti v trope, da vidiš neke zanimivosti, značilnosti, ki jih vidiš moče samo na televizijskem programu. Fotografsko delo zaznamuje predvsem zelo dobro poznavanje živali, torej jih ne samo fotografiraš, temveč si nekako ves čas v njihovem življenjskem prostoru, si blizu, jih poznaš. To je osnova, poznavanje, recimo, če dam takšen res enostaven primer. Divjega petelina ne bomo iskali v mestu. Tako recimo ne bomo iskali bele štorklje v Alpah, poznavanje živali, tudi rastlin, pojavljanje, časovno obdobje, mesta, življenjski prostori, zelo pomembno. Posebej, če hočemo mi fotografirati prav določeno specifično vrsto.
Vse moje fotografije so nastale v naravi, nobenih obor, nobenih živalskih vrtov, nobene manipulacije, saj striktno narava, s tem, da seveda tudi mislim, da sem zelo neinvaziven, da striktno pazim, da nobene živali dejansko ne naredim škode, niti ne poškodujem, da dejansko je tu eno poznavanje. Skratka, znanje je izhodišče. Torej, fotografije, ki jih gledate, Milan seveda objavlja v naravoslovnih publikacijah, v različnih revijah, knjigah, doma in v tujini. Matevž Lenarčič je naš drugi sogovornik. Matevža verjetno ni treba posebej predstavljati, alpinist gotovo, tudi že pilot, jadralec, tudi že fotograf. Pri meni biologija sama je bila dejansko postala dolgočasna, enostavno zato, ker je to analitična veda. Meni se pa veliko bolj zdelo, da sedim na enem štoru nekje v gozdu ali pa na hribu, in nič ne razmišljam o tistem, kakšne vrste so okoli mene, ampak samo gledam in srkam. In to vzdušje me tudi pri fotografiji najbolj pritegne. Tako da se najbolj najdem pri pokrajinski fotografiji, portreti jih mrzim, zato ker treba pač ljudi, treba imeti tudi nos z ljudmi, tega ne znam. Z živalmi je podobno, pri pokrajinski pa nimaš nobenega, noben ti ne teži, lepo uživaš, sem pa kakaj šklosneš in tako naprej. Ampak selitev med ptice se pa zgodi iz istega vzgiba, torej iti še dlje v samoto mogoče, torej se dvigniti nad svet, ga opazovati od vzgoraj. Niti ni bilo tako poetično. Alpinizem je pač tako, da moraš iti gor pa nazaj dol. In v tistih časih so se pojavila pedala, ki so omogočila, da si šel sam gor, dol si se pa peljal. In to je bil tisti osnovni vzgib. Potem sem pa kakšno fotko naredil tudi zraka, s pedala, tudi kakšno naročilo sem dobil, pa sem videl, da je zelo nepraktično, pa sem začel delati izpit in tako naprej. In ugledil, da mi pač zrak nekako odgovarja, da je fotografiranje iz zraka bistveno bolj komotno, kot čakati ure in ure nekje, tako kot Milan. Če se peleš, ne pogledaš, ok, bomo ga slikali, pa doma pogledaš, če je v redu, pa vidiš, če se splača. Ampak še enkrat, meni fotografija kot taka mi je pomenila kruh, dolg časa, še zdaj mi, malo v drugačnem smislu, ampak se nekako obračal vse skupaj, v tisto zen smer, tako kot naprimer pojmujejo umetnost Tibetanci, umetnost sam izdelek ni tako pomemben, kot je kreiranje izdelka. Tako da mislim, da ta digitalna tehnologija nam omogoča ravno to, da avtorske pravice počasi izginjajo in v bistvu kreacija sama predstavlja tisto, kar je fino. In zdaj, če se ne splačam, naprimer, narediti eno dobro fotko, ok, če sem pa plačan za to, da naredim eno zgodbo, ali pa da nekam grem, pri tem uživam in se mi zdi pa, da je to. Ne glede na to, je fotografija še moja ali ne, ali je to avtorsko zaščiteno ali ne, se mi zdi ta kreacija, cel postopek, samo življenje, tisto, kar inspirira. No, ampak gotovo seveda ne moremo mimo velikih dosežkov na področju letenja, 3500 ur letenja po vseh celinah in preko 100 držav sveta. Je nekako statistika, ki jo lahko preberemo, hkrati tudi seveda prelet okoli sveta. So to izkušnje, ki jih želiš nekako vedno znova presegati, jih dopolnjevati seveda poznamo tudi tvoja pomembna okoljevarstvena prizadevanja z merjenjem črnega ogljika. Kako pravzaprav gredo vse te stvari v eno celotno sliko tvojega sveta, takega, kot si ti predstavljaš? Zdaj pa teh letih je patetika zginila, tako da ostaja samo tisto, kar se mi zdi, da je prav. In to presebne, če se vprašam, zakaj sploh kaj počnem, zato, ker si pa želim kvalitetno življenje. Kvalitetno življenje je pač povezano z plusi in minusi, vsi se to dobro poznamo, če je samo fino,
ta občutek hitro zbledi in ni več fino to, če je. Tako da rabimo kontraste v življenju, ne? In takšni poleti pač dajo precej kontraste. Včasih je fino, ne? Veliko pa ni. Ne? Tako da včasih se lahko zgodi, veliko pa ne. In to hlepenje po kvalitetnem življenju, v zadovoljnem življenju, ne? Seveda predstavlja mogoče za tiste bližnje, ne, za familijo, verjetno tudi kaj neprijetnega, ne, ampak tako pač je. Tudi za njih približno tako razmišljam kot za sebe, ne, pač plus pa minus, ne, je fino. Ne. Tudi Matevž je seveda znan kot ne le fotograf, ki objavlja svoje fotografije v knjigah, v monografijah. Zame mislim, torej osebno mislim, da si tudi izjemen pisec. Marsikaj sem prebrala in se mi zdi, da seveda da so redki ljudje pravzaprav, ki hkrati z dejanji, z nekimi vizualnimi mediji in tudi z besedo pravzaprav znajo prenašati svoje sporočilo. Seveda razstave te še zanimajo? Ja, predvsem zunaj, ne. Pred leti smo začeli razstavljati tudi zunaj, ne, razstave na prostem in se mi zdi, da ta vrsta fotografije, ki jo počnem, ne, pokrajinska, ne, veliko bolj paše ven iz galerij, ne, pa še več ljudi jih vidi, ne, naključni opazovalci, ne, in je taka ena interakcija med kemijo, ne, ki slika je, ne, in pa naravo, ki v bistvu tudi kemija, no, malo drugačne, ampak nekako drugače vzdušje, ljudje so bolj sproščeni, ne, drugače dojemajo in mislim, da zaprti prostori pač imajo svoj čar in pa svoje minuse, ne, tako da ja, vse da me zanimajo, ne. Ampak avion je zaprt prostor, ne? Ja, samo zato, da pa greš enkrat ven, ne, ampak če okno odpreš ni več, ne, tako da vse fotografije so narejene čez okno, ker šitno pomeni neugoden filter, ne, poslabša kvaliteto, ne, tako da, ja. Poleg tega pa tisto, kar se prej vprašal, no, sem pozabil odgovoriti, ne, meritve črnega ogljika, ne, so dejansko postale, kljub temu, da je bila zadeva zelo naključna, ne, kot se naključno dogaja. Srečali smo se z Grižom Močnikom, ki je pač raziskoval te probleme, ne, z ozračjem. Naredili leta 2012 prvi projekt meritev okrog sveta, ne, potem naslednje leto preko severnega tečaja in letos tudi okrog sveta, ne. In ugotovitve so zelo zanimive, ne. Črni ogljik pač postaja eden glavnih problemov, ki jih človeštvo povzroča, ne. Se pravi, zaradi njega se vsej 40% bolj segreva planet, kakor bi bilo treba, ne. Tistih 60% je pa CO2, ne, ki je že dolga leta priznan problem, ne. Tako da problem zaenkrat še kreiramo, ampak črni ogljik je v bistvu lahko rešljiv problem, ko bomo enkrat vedeli, da je problem, se ga bo dalo hitro izločiti iz ozračja in mogoče malo zmanjšati problem, ki ga imamo s pregrevanjem planeta. Zdaj pa bi vam rada predstavila še tretjega sogovornika. Ciril Mlinar-Cic je vsaj malo tudi naš kolega, sicer muzejski fotograf, pa vendarle toliko več, filmski ustvarjalec in fotograf, ki se ukvarja z videom, filmom in fotografijo seveda, predvsem pa s podvodnim raziskovanjem in raziskovanjem kraških jam. Ciril, nekako ves čas ali pa vse bolj posegaš tudi na področje videa oziroma delaš z videom. V čem je pravzaprav razlika izraznega medija med torej fotografije, videa, torej na eni strani fotografije, na drugi videa? Ja, film je izredno močno sredstvo, s katerim lahko dosežeš praktično vse, kar želiš. Lahko človeka zelo dobro prepričaš v tisto, kar hočeš pokazati. Se mi zdi, da lažje kot s fotografijo. Poleg tega meni pomeni zelo velika zgodba, ne, in v filmu delati zgodbo nekako mi je bliže, ne. Tako da tudi nekako zadnje čase mi je živa slika bliže ravno zaradi tega, ker se zelo veliko živalmi ukvarjam. Sploh zadnje čase po jamah, se pravi jamsko favno.
poskušam čim bolj obdelati. Mislim, da je zelo ogrožena in zaradi tega tudi pospešeno delam na tem. Namreč ravno te dni smo slišali, kako je v Pivko jamo prišlo zelo veliko teh strupenih snovi iz okoliških polj in da je ta koncentracija bila zelo huda, ne, tako da ne vem zdaj točno, kaj se je dogajalo, ampak vsa ta voda gre v podzemlje Postojnske jame in Postojnsko-planinskega jamskega sistema potem naprej, ne, ki pa je, kot vemo, najbogatejši po jamski favni na svetu, ne. Se pravi, če bi koncentracija teh strupov bila toliko velika, ne, da jo te živali ne bi prenesle, bi enostavno v hipu izgubili ogromno število endemičnih živali. Pa še ena stvar je, ne, mi to vodo, ne, iz podzemlja uporabljamo tudi za pitje, ne, in tle je ta vodni krog, ne, hitro sklenjen, se pravi, po eni strani svinjamo to vodo, ogrožamo živali, ki jih je pri nas največ, ne, po drugi strani pa jo uporabljamo za pitje, ne, tako da s tem, ko strežemo zdravju živalim, ne, na srečo strežemo tudi sebi, tako da mislim, da se bomo lažje tega odvadili, ko se bomo tega enkrat zavedali. So what can I do? I'm asking you. Where can I go? Where to be? There is no place for me in my native town. How to get myself a woman? No way, no way, no way. Every woman is a man of money and muscle, but I know money and no muscles can't get. So what can I do? The revolution in the zoo. Or to drown myself into tears and die so young, sad and lonely. So what can I do? Posebno obvestilo. Zaradi dolgotrajne suše so se zaloge pitne vode kraških vodonosnikov kritično zmanjšale. Prosimo občane, da varčujete z vodo. To je bilo obvestilo.
before. Oh yeah, no, no, no. I wish that I was not born. Why didn't you make abortion on me? Now you can see I'm a man without a future. So what can I do? I'm asking you. Where can I go where to be? There is no place for me in my native town. So what can I do? I'm asking you. Where can I go where to be? There is no place for me in my native town. Ja, mogoče sem par stvari še okrog Tako. tega filma. Je provokativen, a ne, namensko, zaradi tega, da si ga ljudje zapomnijo. Ne. Zelo dober odziv je dobil tudi med šolsko mladino, med dijaki, med študenti. In pa trenutno potuje po svetu po festivalih. Nekje je že bil, nekje še čaka na vrsto. In se mi zdi, da je to en dober tak način, da ga čim več ljudi vidi. No. Mogoče še to ne. Ideja tega filma je stara že praktično iz 80-ih let, iz časa, ko je sežanski vodovod začel funkcionirati. Takrat predtem na Krasu niso imeli vode svoje, oziroma so imeli velike probleme. Veliko je bilo štern, vodnjakov lastnih. No, in ko so ljudje dobili naenkrat vodo v stanovanje na pipo, takrat so posamezniki svoje šterne in vodnjake spremenili v greznice, napeljali so WC-je noter in to je nekaj časa funkcioniralo. Potem pa se je začela ta voda nekako v vodovodu čuden obnašati. So rekli, da so naredili, pa tako so pregledali in so ugotovili, da so dobili svoje lastne fekalije nazaj. Ne. Tako da je to v bistvu ta zgodba, ki ste jo zdaj videli, ni izmišljena, ne. Ampak je dejansko nek odraz naše družbe. Pravkar si nazaj iz Nizozemske, poteka tam torej, nadaljevanje v isti smeri, torej snemamo vsi. V Amsterdamu smo snemali s televizijo Slovenije. Oni pripravljajo nek film z imenom Voda, v širšem kontekstu, se pravi voda na vse možne načine. No in ko so oni brali tole mojo knjigo, pa tudi tale film so videli in tudi sicer smo snemali neke druge stvari, so nekako prišli na idejo, da bi bil jaz nekakšen protagonist v tem filmu in potem so pa tudi vedeli, da sem jaz delal poglede iz Ljubljanice, se pravi mesto, ne, skozi ribi pogled, kako riba vidi to našo arhitekturo. Ne. In sem si takrat zamislil eno tako trilogijo in sicer najprej Ljubljano, potem Benetke. Sem rekel, ko sem snemal Ljubljano, sem videl, da je zelo veliko Plečnika okrog in Plečnik je hotel iz Ljubljane nekako je hotel vdihniti en mediteranski pridih. In jasno, zaradi tega sem pol takoj pomislil na Benetke, kaj če bi šel jaz še to narediti. In dejansko sem pol tja šel, posnel še Benetke izpod vode, no zdaj pa Amsterdam so pa severne Benetke in nekako je šlo potem to zraven na ta način. No in so nekako to izrabili še pri tej vodi, da bi dodali te moje 3 poglede, ne? In smo dejansko šli, so mi omogočili, da sem šel te dni snemati za svojo trilogijo, obenem pa so oni snemali mene pri delu in bojo materiale uporabili pri tem filmu. Vse, kar sem ugotovil, je, da se moje delo zelo težko primerja z vami, ker so muzejsko-dokumentarni pristopi zelo obvladljivi oziroma vsi ti prijemi so več ali manj obvladljivi in je zelo malo z teh spremenljivk, pa me tako čisto z vaše osebno spoznanje, bom rekel, Milan je že tako in tako načel, ne, da pač morate imeti neko osnovno znanje za določeno področje. Ampak jaz mislim, da imamo tle
tle noter kar ene par ljudi bi po mojem radi slišali, kako se vaše, recimo, delo, en vsakdanjik v fotografiji ali pa konec koncev v gibljivi sliki razlikuje z mojim, ker jaz v bistvu pridem v službo, pa vem, da me tlak ne obremenjuje, pa da me vodostojno obremenjuje, oziroma da so vse te stvari zelo obvladljive. Ne. Malo drugače je kot v studiu. Že zaradi vremenskih pogojev, recimo, ne. Čeprav jaz nekih problemov načeloma nimam z vremenom, se da slikati, fotografirati v vsakem vremenu, ampak vse živali pa ravno niso, recimo, takrat, ko bi moče jaz, pa takrat, ko bi bilo treba sodelovati. Tu gre za več poskusov. Jaz sem bil neštejem dneva, kolikokrat sem šel na teren za soopremo na določeno mesto za določeno žival, pa sem šel domov, ker ali ni bilo živali, ali ni bilo pravega vremena, ni bilo prave svetlobe. Skratka, to je veliko faktorjev, ki se morajo poklopiti, da dobimo tisto, kaj želimo. Da je seveda poznavanje, ko sem že prej omenil, je pomembno, ampak vse ti segmenti kasneje, ki na to lahko vplivajo, pa nam ne pomagajo pri poznavanju. Zdaj, konkretno težko, recimo, povem za vsako fotografijo, ampak določena se zgodi v nekaj minutah, določena se pa ni zgodila v nekaj letih. Bilo je nekaj truda, že dolgo tega nazaj, z žal premrlim kolegom. Smo hodili v Alpe za soopremo, seveda tu govorimo o jutranjih urah, v temi, čakanje, mraz, prava svetloba, ptiči so bili, govorimo recimo konkretno o petelinu, ampak na taki razdalji. V vseh treh vidim neko popotovanje, ampak vi ste zelo hitro omejeni z nekim prostorom, si že prej to omenil, da pač se da fotografirati seveda z aviona, ampak konec koncev tudi ta primerjava, bom rekel, leta okrog sveta, kaj dejansko se lahko poleg, bom rekel, fotografiranja, ki ga predvidevam, počneš, pa pač vidimo samo en košček, ne, ali te odnese tudi v drug medij, oziroma kaj poleg tega medija v bistvu še zraven ustvarjaš. Tako, če se načrtno lotiš nekaj snemati, ne, je tako kot pri vsakem projektu, ne, pač treba študirati maksimalno področje, kamor letiš, ne, se pravi, najbolj tak značajen projekt so bile Alpe, ne, od Monaka do Dunaja, ne. Je bilo treba te prvo z avtom provoziti vse skupaj, ne, s človekom, ki jih dobro pozna, ne, potem na zemljevidih označiti tiste zanimivosti, ki bi mogoče bile zanimive, ne, poleg tistih naključnih, ne, predvideti, kdaj v kakšnem času, v kakšnem letnem času, v kakšnem času dneva, ne, bi bila zadeva mogoče lepa, ne. In potem približno tako zadevo odpeljati, ne, če je seveda vreme, ne. Vreme je prva postavka, ne, ki igra največjo vlogo, ne. In to je mogoče 10% tistega končnega rezultata, ne. Vse ostale bo naključje, ne. Maksimalno študiraš, ampak se enkrat tam je pa se zna zgoditi, enkrat se je zgodilo, da sem letel pozen popoldan iz Slovenije v Dolomite do Čevete, ne, ki mi je manjkala ena slika tiste jugovzhodne stene Čevete, ne, čudovite stene, ne. Vreme je bilo idealno, ne, ko sem prišel, kaj se je pa glih en oblak čez zapeljal, ni bilo nič, ne. Ampak pa sem šel nazaj, ne, se je pa glih en oblak slučajno odpeljal, ne, so bile čudovite prizori, ne, recimo teh zahodnih julicev, vse do Triglava, ne, tako da vse skupaj loterija, ne, še zmeraj tisto najbolj pomembno, ne, si želeti nekaj, ne, narediti prvi korak, ne, vse ostalo se pa pol itak zgodi, ne. Ciril, ti pa v bistvu pri tebi bi se pa ravno tukaj navezal, kar je Matevž, s čimer je Matevž zaključil konec koncev, ne, da obstaja ta povezava s tandemom, kar absolutno mislim, da v tvojem svetu, v tej fotografiji, predvsem v jamski, ne, na to se nagibam, da absolutno ne gre tukaj za igro soliranja, ampak si vedno vse v tandemu predvideval. Oprema za jamsko potapljanje je zelo težka, ne, in so zelo dobrodošli prijatelji, ki grejo s tabo
da ti pomaga tiste klinke nositi in uteži in skratka ogromno enih stvari je. Ampak pod vodo pa jaz zadnje čase zelo veliko, zadnja leta zelo veliko se sam potapljam v sifonih. Sploh takrat, kadar snemam živali. Imel sem enkrat en zaplet, ki se je na srečno končal. Sem imel dva prijatelja s sabo, ki sta bila sicer oba potapljača, ampak v jamah pa z jamskim potapljanjem nista imela kaj dosti izkušenj. In takrat smo šli skozi en sifon, ki je bil, bi rekel, šolski, ko si plaval noter, bila lepa čista voda, kratek, nič zapleten, vendar sem jo opozoril, ko bomo plavali nazaj, ker se ves čas, ko po jamih hodiš za sifonom, se ves čas seja to blato v sifon in jasno, ko prideš nazaj, je popolnoma rjava voda, ne vidiš čisto nič. To sem jo sicer opozoril, sta rekla, ja, ni problem. No, ampak ko smo po 6 urah prišli nazaj do tega sifona, jasno, ko sta videla tisto vodo, enostavno nista hotela noter. Rekel, ok, počakamo do 12 ur, pa bo spet čisto. Ne, da bi želeli delati povezave s Salgadom, ki jih ni, ampak tukaj mislim, da je. Salgado sam opisuje, da je prvič, v bistvu, ko je prišel na Antarktiko, ugotovil, da mogoče pa ni več pametno sam hoditi po svetu, ne? Ker tam ti pa vendarle lahko tudi hitro spodrsne oziroma se hitro kaj zgodi. Ne? Vseeno, to je en zelo osamljen poklic, ne? In tudi, če nekoga imaš nekje s seboj, še vedno si pravzaprav sam, ne? Pod vodo, v nekem zaprtem okolju vseeno oziroma v neki samoti z naravo. Kaj je tisto, kar se človeku takrat plete po glavi? Kaj se plete po glavi? Ti moraš imeti misli zelo jasno in razmišljati moraš o samem potopu in o varnosti. Ves čas slediš porabi zraka, če govorimo o jamskem potapljanju, seveda, stalno moraš vedeti, koliko imaš zraka. Imamo neko pravilo, da 1/3 zraka uporabimo, oziroma dihalnega medija, karkoli že pač dihamo, je to mešanica ali je to zrak, karkoli. 1/3 tega imaš za plavanje noter, potem 1/3 za povratek, 1/3 pa naj bi vedno ostala za rezervo, tako da če se karkoli zgodi, da imaš potem za rezervo. Ne. Uporabljamo tudi ločene sisteme, se pravi, nimaš samo ene jeklenke, ne, ampak imaš dve najmene, ne, se pravi, in sta med sabo ločeni, tudi dva ločena sistema, ali pa 3 ali pa več, ne, odvisno od dolžine sifona, od pač vsega skupaj. Matevž, zdi se, da si ti pravzaprav med vsemi nami tisti, ki je najraje sam. Na tisočih in tisočih metrih, verjetno tudi drugače, v takih pogojih ni mogoče. Kakšna situacija, ko bi si želel, da bi bilo drugače? Jaz gledam, da sem podoben kot Pahor, naš predsednik, ne, tudi sam sabo najbolj vesel, ne. Ampak iz drugih. Ne, da bi bil lih ljudom mrzneš, ne, ampak nekako shajam tudi sam sabo, ne, tako da, če govorimo o letenju, ne, to ni glih zato, da ne bi imel rad kakšna lušna punca na desnem zicu, ne, ampak enostavno zato, ker je, ne vem, vsaka kila 16 km, ne, tako da boš imeti benzin, kakor živo silo, ne, pa še ne živca ti ne gre, ne, pa še čez dalje manj ga je, ne, tako da to je prednost, ne. Tako da večina slovenskih fotografov je solistov, ne, in tudi večina svetovnih fotografov je solistov, ne, in če prebiješ to komercialno mejo, ne, da lahko fotografije nerazumno drago prodajaš, ne, potem si lahko privoščiš to, ne, drugače pa je že samo dejstvo, ne, da živimo tle, kjer živimo, ne, smo se rodili tle, kjer smo se, ne, pač okvirja, določen način dela, ne. In če ga opravljaš, ga sprejmeš, ne?
Jaz mislim, da razlika velika ni. Zdaj, Salgado gotovo prodaja bistveno dražje fotografije. Njemu je komercialno uspelo. V večini tle v Sloveniji nikoli ne bo. Nekaj zato, ker je naša DNK ali pa naša karma, ki jo nosimo s sankarijanskimi Slovenci, takšna kot je. In v bistvu nimamo niti te samozavesti. Poleg tega pa trg čez drugačen, kot je, in mogoče niti ni možno, da je pa to sploh ni problem. Problem je to, da s tistim, kar smo zadovoljni. In meni se zdi to krasno. Miljan, tebi bi asistent včasih delal celo preveč hrupa, preveč moteč faktor bi bil. Ja, po drugi strani bi pa prišel prav, tako da verjetno obema pri kakšni opremi. Sicer malo hecna, v naravi dejansko dva fotografa skupaj je gneča. Prvič večinoma zaradi prostora, če pa že, morate biti pa zelo uigrana. To je, se vidi dejansko, to vsakim človekom se ne ujameš, spravi, mora biti tudi neka naveza, neko prijateljstvo, pa dobro poznavanje, pa približno oba na nekem istem nivoju. Vemo, recimo, določene živali, recimo, zdaj pustimo makro, določene živali, sesalci, ptice, tam je pač treba biti primerov, brez šuma, 2, 3, 4 ure brez premikanja, mravlje, komarji, obadi, to ne obstaja, blato, voda ne obstaja, skratka, pa kdo vpraša, pa kaj počneš 3-4 ure, ne? Potem telefon, pa se s telefonom igraš, ker če se s telefonom igraš in svetloba, v temi se svetloba vidi, živali to vidijo zijo in potem makriš domov, ni, takrat pač so misli, so tisti, bom rekel, temi, ko se še akcija samo ne odvija, pa še ni akcija na vidiku, recimo si pač zmisli lahko kjerkoli, konec koncev, Ampak poznamo te pa potem, da pravzaprav v zadnjem času predvsem izbiraš torej družbena omrežja, nekako izkoriščaš internet oziroma vse te nove digitalne medije za to, da pravzaprav svojo fotografijo, svoje sporočila, tudi svoje akcije spravljaš med ljudi. Ti je ta način zelo blizu? Težko bi rekel, da mi je blizu. Meni se še zmeraj več pomenijo knjige. Žal so z razvojem tehnologije postale knjige manj kvalitetne, kot je dober iPad. To je pač dejstvo. Slika na ekranu je bistveno lepša, kot je v knjigi. Tisk ne sledi razvoju. In zato pač postajajo knjige manj zanimive. Manj zanimive za večino ljudi. Prvi zato, ker so drage, drugi zato, ker ni več takšne kvalitete, primerjalno. Reč pa jasno, socialni mediji so nujno zlo, ki omogočajo večji doseg, kot kdajkoli kakšnakoli knjiga lahko doseže, in to zastonj, zato pač to izkoriščamo. Je pa tudi malo povezano s tem, kar sem prej omenil, da me avtorske pravice ne zanimajo več, tako da nimam skrbi s tem, če kdo tisto sliko ukrade. Se mi zdi bolj pomembno, da takrat, ko sem jo delal, da sem se imel fino. In zdaj mi je pa praktično vse, lahko praktično vsak uporabljen. Mislim, da je to tudi poslanstvo bi moglo biti ustvarjalcev to, da je pač zadeva zastonj. Jaz mislim, da bo v perspektivi to šlo v to smer, se vidimo, kaj Google počne, ko skombinira avtorske knjige po knjižnicah okoli po svetu, in eno za drugim dobiva tožbe, ker ga avtorji tožijo, ampak se zmer zgovarjajo na tisto širšo dimenzijo, ki predstavljajo tudi knjižnice kot take. Tako da jaz mislim, da slej ko prej bo tako, da avtorji bomo pozabili na avtorske pravice, bomo nekje navedeni, ampak bojo pa fotografije, če govorimo o fotografijah, zdaj javno dobro. Ampak to pomeni, da bodo tudi akcije, v katerih fotografijah nastanejo ali pa odprave, morale biti na nek drug način financirane. Jaz mislim, da bojo, ker s tem, ko bo zadeva postala neobvladljiva, komercialno, se bo pač tudi ustvarjalni trg skristaliziral, in bojo zopet počeli stvari tisti, ki to radi počnejo. In s tem se bo tudi
po moje, ne, dvignil nivo, ne, plačevanja teh storitev. Ne. Iz tega tvojega pripovedovanja bi sklepala, da ti je pravzaprav mnogo pomembnejše sporočilo, ki ga tvoje fotografije, tudi tvoje odprave, tvoje podvigi prenašajo. Ja, vsi smo mali pahorčki, ne, in bi nam odgovarjali, ne, še tisto, kar naredimo, ne, da nekdo to vidi in če se le da tudi pohvali. Ne. In pač taki smo, ne, vsak ima svoj ego, ne, ki ga gojimo, in jaz mislim, da to do ene meje ni slabo. Ne. Ustvarjalnost mora dobiti feedback. Ne. Nismo pač ena mravlja v mravlišču, ampak da smo mravlja z imenom. Ne. Ciril, tebi je kdaj to potovanje, recimo, bom rekel, letališča in rentgenske naprave, so ti povzročale kakšne težave? Imaš kakšno slabo izkušnjo? Ko smo šli na kakšno odpravo na Rdeče morje, kam drugam, seveda smo se poskusili zagarantirati nekako, da smo prinesli te diapozitive neosvetljene nazaj. Imeli smo tudi, recimo, svinčene etuje za filme in vse sorte, pač, ali pa si jih nosil pri sebi, da ni šlo skozi rentgen in tako naprej. Zdaj plastika v morju se s te višine ne vidi, ne, in tukaj se pojavlja ta problem, ne, ki ga imajo astronauti, ne, ki oni letijo precej visoko, ne, se mi zdi planet čudovit, ne vidijo nobene svinjarije, nobenih ljudi, nič se ne vidi, ne, in dobijo občutek, da je kljub vsemu še vse zelo ok. Ne. Ampak če gremo pa čim nižje, ne, pa vidimo, da tisto ok ni več tako. Mislim, da je prav, da je prav vsak od vas eden na svetu, ne, in tako je tudi prav. Mislim, da smo danes mogoče odprli neke zgodbe, ki jih seveda na vsak način velja spremljati naprej, raziskovati naprej. Vsi trije naši sogovorniki so seveda avtori, ki so v preteklosti in verjamem še bodo veliko izdali, veliko pokazali. In mislim, da je tudi to, da spremljamo in podpiramo, ne nazadnje, če čisto nič drugega, vsaj v mislih, ne, Matevž, kadar so te dolge odprave, tudi to verjetno vseeno nekaj šteje, da je toliko in toliko ljudi s tabo, kadar letiš, kadar si na neki odpravi, ki ima nek višji smisel. Absolutno, ne. To je tisto, kar tisti, ki imajo veliko denarja, nikoli ne bojo razumeli, ne. Ampak to dejansko obstaja ta energija, ne, ki je neoprijemljiva, nedokazljiva, ne da se jo zračunati, ne. To absolutno dokazuje. Pozitivno gledanje naprej, ne, čeprav je že malo znucano, ne, ampak tako pač je. Ne.